Živijo v novem vlogu, sedenje tukaj na kavču je sicer ful mikavno, ampak spalnica je še polna škatel in tla še niso uštimana, tako da naju čaka še res zelo veliko dela. Ja, že kar nekaj časa sediva na kavču in zbirava moč, da bova začela delati, ker kavč je čisto preveč udoben in je bilo zelo nevarno ga prej sestaviti, kakor je dokončana hiša. Evo, spalnico sva tudi včeraj uspela dokončati oziroma sestaviti to glavno pohištvo. Spet v neki stvari manjka, ampak ja, je vseljivo. Tako da v bistvu so zdaj vsi prostori več ali manj dokončani, kar se pohištva tiče, kar sva zelo zadovoljna, res zelo, ker nama je to pohištvo že šlo zelo na živce. No, pač manjka še hodnik, ampak to bova kasneje. Pa kopalnice nekaj, ampak ja, to ne bo zdajle prišlo na vrsto pred vselitvijo. Danes se bova pa zato lotila še zaključnih letov v kuhinji, ki mogoče, če jih danes uspeva dokončati, to pomeni, da bi se lahko jutri vselili. Najbrž no, bova delala na tem, ampak ja, to bi bilo res ful dobro, zaradi tega, ker je danes zjutraj že malo snežilo. Poleg tega od jutri naprej res bo ratalo zelo mrzlo. Tako da, ja, delava zelo na tem, da bi čim prej bili v hiši. Včeraj sva potem uspela zrihtati vse zaključne letve v kuhinji. Zdaj, no, razen v kuhinji in v spalnici in v dnevni posod manjkajo še okrog oken, pa na hodniku so še vse manjkajo okrog vrat in tudi vse ostale zaključne, ampak s tem se zdajle ne bova ukvarjala. Sva pa zelo zadovoljna z izgledom kuhinje zdaj,
izgleda precej bolj zaključeno od zaključnimi letvi. Ja, danes zjutraj bo potem prišel še vodovodar, ki je povezal umivalnik in pomivalni stroj na vodo. Tako da zdaj je kuhinja dejansko funkcionalna, kar tudi pomeni, da je hiša pripravljena za vselitev. Ja, tako da zdaj naj čaka zelo veliko razpekravanja, vsa kuhinjska oprema, vse, kar sem imela midva v škatlah še v Sloveniji, vse, kar sem imela v kemperju, to mora zdaj vse nekako preseliti v hišo, pa se bi lahko to zelo na hitro naredila, ampak hočeva vseeno to malo z glavo delati, da bo vedela, kje je kaj in tudi, da bo nekako smiselno razporejen po predalih. Sem se pa toliko ves čas veselila selitve v hišo in še zdaj se veseliva. Ampak obenem sva čisto pozabila, da to pomeni, da se bomo mogli s kemperja izseliti in to ni tako lahko v resnici. Ja, podobne občutke sem imela tudi lani pred zimo. Ampak ja, ko mraz pritisne itek, veš, zakaj si v hiši, tako da mislim, da bo lažje, ko bo sneg in huda zima. Ja, vsem se zaključuje 5-letno obdobje, ampak definitivno je čas, da se izselimo, ker je res prišel mraz. V bistvu smo imeli ful srečo, da do včeraj je bilo nadpovprečno toplo vreme, november je bil ful topel v primerjavi s prejšnjimi leti, tako da smo imeli ful srečo. Danes je pa dejansko prišel ta arktični severni zrak, ki je zelo ohladil ozračje. Danes je cel dan minus in naj bi bil tudi v naslednjih dneh, oziroma od zdaj naprej, naj bi kar bil minus ves čas. Tako da ja, v kemperju se seveda to pozna, čeprav ogrevava, so pač hladne stene, hladna tla, vse je hladno, voda je ledena. Tako da ni več glih prijetno živeti v kemperju, ampak ja, je pa vseeno težko ga sprazniti po tolikem času. Ja, res je. Prvo jutro v hiši je bilo res lepo, zbudili smo se v sončno jutro, zelo mrzlo jutro in bilo je zelo počasno, za razliko od ostalih, ko sem mogla prej vstajati z budilko, sva tokrat se lahko končno naspala. Skuhala sva si kavo iz kavomata, ki sva jo čakala že par mesecev, spekla sva cimetove rolce in popila kavo v miru in res uživala v ful lepi atmosferi. Zelo sva bila zadovoljna s svojim delom v kuhinji. Potem pa smo šli na sprehod, res je bilo lepo, ker je bilo sončno in jezero je že začelo zamrzovati, tako da smo res zelo uživali. Takoj po sprehodu pa so se lotila dela, tokrat sicer ne v hiši, ampak zunaj. Par dni prej sva naročila 2 kubična metra drv, ki so nam jih tudi dostavili na dom, tako da sva jih mogla samo pospraviti v skedenj, ampak je kar malo trajalo, ker sem mogla v skedenju tudi najprej narediti prostor, ker skedenj je res poln krame od prejšnjega lastnika.
Ta čas, ko se je Nastja ukvarjala z drvi, pa sem jaz zamenjal gume na avtu. Sicer zakonsko še v tem času ni potrebno, na Švedskem je treba imeti zimsko opremo šele s 1. decembrom, je pa treba imeti zimsko opremo prej, če so takšne razmere in glede na to, da počasi začne kar precej zamrzvati in da je v naslednjih dneh bil napovedan tudi sneg, je bil pravi oziroma zadnji čas, da sva zamenjala gume. V bistvu sva z nakupom avta dobila zraven že tudi zimske gume na feltnah, tako da to ni bilo neko naporno delo, nisva rabila vulkanizerja. Drugače pa nimava navadnih zimskih gum, ampak prav ježevke, ki izgledajo takole. Kemper je zdaj že prazen in spucan, tako da zdaj ga morava samo še prestaviti na drugo stran parcele in pokriti. Ampak imava en problem, da nama je crknil akumulator motoren že nekaj časa nazaj. Zdaj mislila sva sicer novega kupiti, ampak glede na to, da bo itak kemper na zimovanju, se nama ne zdi glih ful smiselno kupiti nov akumulator in ga pol celo zimo noter hraniti in prelagati in dofilavati. Tako da sva rajš kupila zagonske kable, ker jih itak rabva in bova prek kablov z avtom zalaufala kemper, tako da ga prestava na drugo stran in pol spomladi kupila akumulator. Tako da to naj zdaj čaka in upava, da bo šlo hitro tudi tole pokrivanje. Malo sva že pozabila od lani, kako poteka, tako da bomo videli. Za zagon sva kupila kable, kjer piše, da imajo 35 mm preseka, ampak očitno je to skupaj z izolacijo, tako da še zdaleč ni dovolj, da bi zalaufal kemper. Tako da zdaj bo ta motorni akumulator ven vzela, pa za ta zagon dala bivalnega noter, tako da zalaufa in da ga prestavimo in upam, da bo to delovalo. Kemper sva uspela pokriti tik pred prvim resnim sneženjem letos, potem pa sva se imela čas lotiti še notranjih zadev, sicer ne takih, ki bi bile zelo nujne, ampak predvsem takih, ki nama prinesejo malo zadovoljstva in malo polepšajo notranjost hiše. Ena od teh stvari so bile tele lučke, ki visijo na oknih. To je zelo taka švedska zadeva, predvsem zato, da pozimi tekom dolgih zimskih večerov prinese malo več svetlobe v prostor. Potem so se lotila še zavese, ker imava zelo velika vrata v dnevni sobi, je zvečer vseeno fajn, da jih lahko malo pokrijeva, da nisva kot v eni vitrini, tako da sva še za to poskrbela. Potem pa je zapadel tudi sneg, ni ga bilo ful velik, ampak je bil pa zelo suh, ker je bilo zelo hladno, tako da je bilo zelo lepo sploh biti noter in gledati izpred kamina čez okno ven zasneženo pokrajino in končno se uresničilo to, kar sva si že par mesecev želela.
Nismo pa te lepe narave gledali samo od noter, ampak smo se seveda dobro oblekli in šli ven in to zimsko idilo zares izkoristili. V bistvu je prišel glih mrz v severni zrak, tako da je bilo okrog -11 čez dan, po noči tudi kaj manj. Sneg je bil pa res čišči suh in tak prhak in res je bilo zanimivo, ko sva hodila in tudi ko smo se z avtom vozili, je res zelo, zelo škripal pod nogami. Zaradi toliko nizkih temperatur pa so začela jezera že kar zamrzvati, tista najbolj plitva so že povsem zamrznjena. Sicer led še ni dovolj debel in stabilen, da bi lahko dejansko hodili po njem, ampak mi že vseeno kar malo odštevamo dneve do tega, da se bomo lahko spet sprehajali po jezerih. Ko sva prišla domov, sva se pa lotila še obešanja lučk. Tudi tega sva se zelo veselila, čeprav sva se bolj veselila samega rezultata kot obešanja, ker obešanje lučk v -10 res ni prijetno, tako da sva mogla vsakih 15 minut iti noter, za ene 5 minut si segreti roke in potem spet ven. Ampak je pa rezultat res zelo lep in sva zelo zadovoljna z izgledom hiše. Evo, mi smo vseljeni že par dni in moram reči, da sva ful navdušena. Res je to, ko se lepo direkt, tako kot sva si zamislila. Zunaj je še sneg zapadel in je tako fajn ven pogledati, ko sediš pred toplim kaminom ali pa že zjutraj, ko se zbudiva. Pač vsakič, ko se sprehajamo po hiši ali pa ven pogledava ali pa v bistvu karkoli, pač skozi sva ful navdušena in si skozi govoriva, da kar ne more verjeti, da je to res. In tudi zelo paše, da je toplo, danes je zunaj -7, recimo zdaj je noter 23 stopinj. Tako da je to fino, poleg tega je tudi fino imeti malo več prostora v kuhinji in na kavču in povsod. Ja, res, kljub temu, da naju čaka še veliko dela in da sva zadnje dni imela vseeno še kar naporne, hkrati res ful uživava. Nimava sicer več toliko časovnega pritiska, kakor sva ga imela do zdaj, tako da tudi lahko delava malo bolj umirjeno, se malo bolj spočijeva, tako da je tudi delati lažje. Sva pa zdaj v preteklih dneh potem uspešno se razpakirala noter, kakor sva se lahko, do konca sicer še ne, ker še nimava vseh omar, predvsem na hodniku še manjkajo. Tako da to sva zrihtala, kemper sva uspešno pol prestavila in pokrila in pripravila za zimo. Drva sva naročila, so nama jih pripeljali in sva jih pospravila v skedenj. Novoletne lučke sva obesila. Tudi polno je bilo enih takih stvari, zdaj sva se bolj ukvarjala s temi tekočimi stvarmi, za katere v prejšnjih mesecih in tednih nisem imela časa. Nekaj naju tudi še teh zadev čaka, pa bova počasi začela naprej delati na hiši, ker je tudi še v hiši, v stanovanju še kar nekaj dela, ampak ja, kakor sem rekel, z malo manj časovnega pritiska, tako da bo precej lažje delati. Tako da se vidimo v naslednjem vlogu, ko bova nadaljevala z deli. Ja.